Spoštovani gospod minister za obrambo, gospod Aleš Hojs, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Kavčič, spoštovana gospa varuhinja, dr. Čebašikova, gospa ministrica, gospa Novak in predsednik odbora za obrambo, gospod Jurša. Spoštovani gostje in cenjene pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Lepo pozdravljeni v hramu slovenskega vojaškega izobraževanja v naši kadetnici. Želim vam prijeten večer in upam, da se boste v naši družbi tudi dobro počutili. Danes praznujemo svoj dan. 15. maja leta 1991 so v 510. in 710. učni center prišli prvi slovenski naborniki, ki so vojaški rok služili kot slovenski vojaki. Žal je kmalu po tem pomembnem dogodku v zgodovini naše vojske padel tudi prvo žrtev vojne za samostojno Slovenijo. Gospod Simčik, tukaj v Mariboru. Veseli me, da je letošnja slovesnost ravno v Mariboru, ker je pod povestvom generala Rudolfa Maistra leta 1918 v takratni vojaški realki, torej ravno tukaj, kjer smo danes, prvič potekal pouk v slovenskem jeziku. Slovensko vojaštvo ima zgodovino in tradicijo. Smo zmagovita vojska, na kar smo ponosni. Maja se spominjamo več pomembnih dogodkov iz naše novejše zgodovine. Ob tem pa se spogledujemo z izzivi prihodnosti, doma in v mednarodnem okolju. Danes slovenski vojski uspešno opravljamo naloge in sledimo ciljem, ki nam jih postavlja domovina. Smo vojska, ki v prihodnje čaka še veliko priložnosti, preizkušenj, posebno pa prilagajanj. Prizadevali si bomo za profesionalno odličnost in tako zagotavljali vojaško varnost v domovini in zunaj nje. Naša skupna prihodnost je povezana s predanostjo in domoljubjem ter ohranitvijo pozitivnih vrednot iz naše zgodovine. Pripadnici in pripadniki Slovenske vojske, čestitam vam ob našem skupnem prazniku, Dnevu Slovenske vojske. Čestitka je namenjena tudi vsem tistim, ki svoje naloge opravljate v tujini, na vojaških predstavništvih in v mednarodnih operacijah in na misijah zunaj domovine, ker smo prisotni že 15. leto. Vsem gostom pa se zahvaljujem za vašo podporo in vas vabim, da ste še naprej naš spremljevalec. Hvala lepa.